Pozdravljeni, spoštovani čebelarji, ljubitelji čebel, medu in vseh medenih izdelkov. Pozdravljeni občani občine Ormož, spoštovani gostje. Občina Ormož se od lani baha z laskavo titulo Čebelam najbolj prijazna občina 2020. In tako bi danes za vse nas bil najbrž zelo velik praznik. Verjamem, da bi se nas zbralo veliko več, ampak zdana situacija pač narekuje. Ob dnevu čebelarskega turizma 4. decembra lansko leto je preko spletne aplikacije potekal tradicionalni posvet, na katerem so med drugimi aktivnostmi izbrali 5 čebelam prijaznih občin. Čebelarska zveza Slovenije je namreč že 10. leto zapored organizirala natečaj za izbor čebelam najprijaznejše občine s ciljem, da nagradi občine za dobro sodelovanje s čebelarji na njihovem območju. Na posvetu so tako med 24 prijavljenimi občinami izbrali 5 čebelam najbolj prijaznih občin. Priznanje za nominirano občino v letu 2020 sta prejeli občina Kočevje in občina Vojnik. Priznanje za 3. mesto je prejela občina Sevnica. Priznanje za 2. mesto je prejela občina Laško. In 1. mesto občina Ormož, ki bo danes kot čebelam najbolj prijazna občina prejela prehodni leseni pokal. In preden bo župan občine Ormož Danijel Vrbnjak prevzel ta prehodni pokal, naprošam Boštjana Noča, da nas nagovori in da predvsem pozdravi vse čebelarje Slovenije. Izvolite, gospod Noč. Ja, en lep pozdrav vsem skupaj, spoštovani župan, spoštovani predsednik domačega čebelarskega društva, moj podpredsednik, ostali prisotni. Vesel sem, da smo se zbrali tu kljub tej, bom rekel, neobičajni situaciji. Jaz bi se iskreno želel, da bi se srečali že 4. decembra, ampak nažalost nam situacija ne dopušča, ampak vseeno, ključno je, da imamo dejanja in da se imamo česa veseliti, in to se imamo za veseliti, da vaša lokalna skupnost, vaša občina, vaš kraj, vaši vaščani in seveda predvsem čebelarji vzorno skrbite za čebele in predvsem vzorno skrbite, da je čebelam lažje. Nažalost, živimo v svetu, ko čebele brez čebelarja ne morejo preživeti. Še huje je pa to, da čebela in čebelar sama ne moreta preživeti, če ni enega dobrega urejenega okolja. Mislim, da se tega vse bolj zavedamo in da moramo skrbeti za okolje, moramo skrbeti za medovite rastline, moramo skrbeti za izobraževanje čebelnjakov, za učne čebelnjake, za čim čiščejše okolje in vse to, kar sem zdaj naštel, nekako je privedlo do tega, da je vaša občina najbolj prijazna občina v letu 2020. Jaz kot predsednik sem ponosen, da lahko to razglasimo, jaz verjamem pa, da so vaši čebelarji še bolj ponosen, da živijo v občini, ki skrbi za to, da je čebelam in čebelarjem lažje. In to je bil tudi namen tega našega natečaja, da nekako pokažemo en drugmu, da v Sloveniji imamo ogromno ali pa same odlične občine, ampak ena je vedno najboljša. Jaz sem prepričan, da ni države na svetu, kjer bi lokalne skupnosti bile tako povezane s čebelarstvom, kot je v Sloveniji. Morate vedeti, da imamo mi v vsaki občini vsaj eno čebelarsko društvo, da so vsa ta društva povezana brez izjeme v Čebelarsko zvezo Slovenije, da imamo v Sloveniji nekje 11.000 čebelarjev in jih je 90% povezano v čebelarska društva in čebelarske zveze. Tisti, ki pa niso, so pa večinoma razni družinski člani ali pa taki, ki v bistvu ki samo na statistiko vplivajo, dejansko pa velika večina se tega v svetu enostavno ni. To nam vsi zavidajo, mi smo včasih zelo kritični do našega čebelarstva, pa do naše države, pa do naših občin, pa do čebelarskih društev, pa do čebelarske zveze, ampak verjemite, ko pridejo drugi v Slovenijo, nam vedno rečejo, lejte, sam za kakšen dan ustavite čebelarski sistem, ustavite delovanje čebelarskih društev, naj vas župan katerekoli občine 2 meseca ne sprejme, naj minister na vaše odgovore kakšen mesec, 2 ne odgovori, pa boste videli, kako drugje funkcionirajo. Mi pridemo drugje, je to, da mi rečemo, da se skoraj župani dnevno srečujemo na lokalni bazi, da skoraj dnevno lahko komuniciramo s celotnim državnim vrhom, to je za drugje nemogoče. Nam čebelarji po svetu govorijo,
Ja, veste, mi pridemo mogoče enkrat na leto, če pridemo do kakšnega na občini, kaj šele do župana, ne. Mi pa v bistvu takole dnevno sodelujemo in to je ena naša prednost, da smo majhni in na koncu koncev, da je čebela zakoreninjena v duši Slovencev. Mi čebelarimo z dušo, z ljubeznijo in jaz še enkrat moram reči, tukaj gre seveda zahvala čebelarjem, da se trudijo, vodstvom čebelarskih društev in na koncu koncev tudi, kot sem že večkrat rekel, lokalnim skupnostim, ki skoraj brez izjeme podpirajo čebelarstvo. Če se mogoče še navežem na šole, javne zavode z raznimi akcijami, predvsem tradicionalni zajtrk poznamo, v bistvu so nas spustili v šolski prostor, učitelji poznajo čebele, čebelarstvo to prenašajo na najmlajše, da ne govorimo o raznih drugih projektih, o čebelarskih krožkih. V Sloveniji deluje skoraj 200 čebelarskih krožkov. Tako da vsi skupaj gradimo eno zgodbo o uspehu in jaz sem vesel, da smo danes tukaj, da ste vi čebelam najbolj prijazna občina, kar vas na koncu koncev obvezuje, da boste še naprej skrbeli za čebele, čebelarstvo, ampak jaz mislim, da tukaj ni kakšne bojazni, da temu ne bi bilo tako. Konec koncev imate zelo aktivno čebelarsko društvo in z roko v roki lahko naredimo, bom rekel, še marsikaj dobrega za čebele in za čebelarstvo. Še enkrat, na žalost danes čebela brez čebelarja ne more preživeti. Mogoče ste zasledili, zdaj zadnje 2 dni se pogovarjamo o tem, ali bo Evropska komisija odobrila predlog EFSE, da se zmanjša normativ za registracijo raznih fitofarmacevtskih sredstev. Glejte, multinacionalke so tukaj neusmiljene, ampak na srečo je tudi včeraj naš minister zelo jasno rekel, da Slovenija ne bo podprla tega in da ostaja na stališču, da mora biti ta zadeva taka. Mi čebelarji smo tudi naredili vse, da bodo tudi druge države pritisnile na svoje odločevalce, da ne zmanjšanju zaščite za čebele pomeni ne zmanjšanju zaščite za čmrlje, za ostale opraševalce in konec koncev pomeni tudi ne temu, da bomo imeli bolj čisto okolje, ker vsako vnašanje, pretirano vnašanje fitofarmacevtskih sredstev je na koncu posledično tudi problem za človeka. Mi se zelo dobro vsi skupaj zavedamo, da tudi na področju pridelave hrane rabimo določena zaščitna sredstva, ampak ne more pa zaradi tega biti ogrožena čebela, čmrlji, ostali opraševalci, na koncu koncev tudi človek. Tako da jaz mislim, da je to tista prava pot Slovenije, da moramo skrbeti za čisto okolje, da moramo skrbeti za čebele. Konec koncev so čebele prvi indikator čistosti okolja in jaz se večkrat v šali pohecam, je pa čista resnica, da čebela je včasih že kapljica vode preveč. In na čebelah se lahko učimo in tam, ko so na travnikih čebele, čmrlji, divje čebele, tam je tudi okolje primerno za človeka. In če zaključim z eno mislijo, ki sem jo tudi enkrat ob svetovnem dnevu čebel zapisal v knjigo, ko je bilo vprašanje, ali je lahko prihodnost v umetnem opraševanju, ali je lahko prihodnost v robotskem opraševanju, ali je prihodnost v opraševanju, ne vem, s človeškimi rokami. Vse to je možno, tehnika to vse dopušča. Samo jaz se sprašujem, ali si želimo živeti na teritoriju, kjer ne bo mogla preživeti čebela, ker ne bo mogel preživeti človek, ker ne bo mogel preživeti čmrlj, ker ne bo mogel preživeti divja čebela in bomo zaradi tega mogli imeti robote. Mislim, da se tega noben ne želi. In tukaj je jasen odgovor. Opraševanje brez čebel ni možno, ker ko bomo opraševali brez čebel, pomeni, da bo tako zastrupljeno okolje, da tudi ljudje ne bomo mogli preživeti. Tako da čebele rabimo in še enkrat hvala, gospod župan, hvala občinski upravi, vsem sodelavcem, da ste pomagali ali pa da pomagate soustvarjati primerno okolje za preživetje čebel. Seveda pa še enkrat hvala čebelarjem Čebelarskega društva Ormož, kajti brez njih pa seveda ne bi bilo čebel in nič ne bi pomagali urejeno okolje, če ne bi imeli vestnih čebelarjev. Tako da jaz bi mojega podpredsednika Marka Alofa, ki je pri nas bil predsednik te komisije, prosil, da mi pomaga in da simbolično podeliva to, bom rekel, ta pokal županu z željo, da še naprej uspešno sodelujemo. Tako da hvala lepa in naj medi. Eno lepo čebelco. Ja, hvala. Hvala, nekaj je to.
Spoštovani zbrani, prav lep pozdrav seveda predsedniku Čebelarske zveze Slovenije z ekipo, tudi predsedniku Čebelarskega društva Ormož z ekipo, mediji, občinska uprava, direktor javnega zavoda, seveda tako kot je že danes bilo povedano, verjetno bi nas danes kaj več sedelo, ampak žal nam situacija ne omogoča, ampak prav tako, kljub temu, da nas je manj, seveda ne skrivamo veselja. Že od 4. decembra, ko smo nekako prejeli ta naziv, Čebelam najprijaznejša občina, to nam pomeni veliko, to pomeni nek pozitiven doprinos za naš kraj. Konec koncev, tako je bilo povedano, brez Čebelarskega društva v osnovi Ormož, ki uspešno deluje, ki aktivno deluje na področju čebel, medu. Konec koncev, ko smo pričeli, se pravi, z izpolnjevanjem vloge, ko smo se začeli pogovarjati, kaj naša občina že na tem področju ponuja, smo prišli do res ogromnih vsebin, kaj se vse v našem kraju dogaja. Torej, od Dankove zgodbe do konec koncev čebelarjev, ki se vsak po svoje trude za področje samih čebel, samih medu, aktivno vključevanje tržnice v prodajo samih izdelkov, tematskih dnevi, ki smo jih napravili na ta račun, tudi konec koncev turizem in pa povezava tega aktivnega preživljanja časa, se pravi izgradnja kolesarskih poti, konec koncev eno smo poimenovali tudi medeno pot, kjer se lahko tudi vsi tisti, ki k nam pridejo, tudi po tej poti prepeljejo in pogledajo te lepote, ki jih na področju čebel tudi naša občina nudi. Tako da veliko je tega že bilo storjenega tudi v preteklosti, konec koncev občina Ormož vseeno gleda za čim lepše urejenost samega okolja, tudi konec koncev se trudimo, da tudi skrbimo za drevje, se pravi rastline, ki absolutno vplivajo na boljši in pa pozitivnejši doprinos na podlagi čebel. Ko smo se nekako zavezali in oddali vlogo, smo si tudi nekatere aktivnosti zapisali, katere želimo v prihodnosti tudi izvesti. Ena taka zadeva se bo tudi zgodila danes. Torej, zelo smo ponosni smo na naše čebelarje, da smo do tega naziva prišli, vsekakor pa želimo to smer ustvarjati naprej. Torej, danes bomo tudi v občini Ormož, torej v sami vpadnici v mesto Ormož smo uredili zemljišče, kjer bomo nekako tudi pokazali z očiščenjem zemljišča, z dodajanjem neke nove zgodbe, da bomo zasadili danes simbolično 3 lipe, katere pa bodo prerasle tudi v lipov drevored, tudi kostanjev drevored se bo našel in bomo nekako tudi to simboliko tega čebelarstva v Ormožu tudi nadgradili. Verjamem in upam, da bomo naprej z čebelarji dobro sodelovali. Tako kot ste izpostavili mogoče par izzivov, s katerimi se boste v prihodnosti ukvarjali, tudi sam, sicer zdaj občni zbori so malo omejeni, tudi zaradi vseh teh omejitev, ampak koliko pa se udeležim občnih zborov samega čebelarskega društva, pa so vedno neki izzivi med čebelarji, s katerimi se bodo morali v prihodnosti soočati. Jaz vas želim na tem področju obilo uspehov, obilo vsega dobrega, konec koncev tudi pogovor v preteklosti, se verjetno predsednik tudi spomni, da je tudi občina Ormož sodelovala na enem sestanku, kjer se nas je srečalo, mislim, da 7 ali 8 občin, kako to zgodbo samega čebelarstva tudi povezati z turizmom. In tukaj se vse, kakor mi vidimo, z nami je danes prisoten tudi direktor javnega zavoda za turizem, kulturo in šport. Tudi ta zadeva je ena izmed tistih, ki želimo nagraditi našo destinacijo, Jeruzalem Slovenija, to se pravi občina Ormož, Središče in pa Sveti Tomaž. In to je sigurno eden izmed zelo pomembnih dejavnosti oziroma panog lahko v samem turizmu v Sloveniji. Jaz verjamem, da bomo z skupnimi dogovori, z skupnimi cilji, aktivnostmi to dosegli. Pa tudi verjamem, tako kot ste povedali, tudi minister, ves politični vrh je tudi naklonjen vsemu temu, tako da se da tudi na tem mestu okrog tega pogovarjati. Še enkrat najlepša hvala za ta naziv. Pomeni, še enkrat izpostavim, pomeni nam veliko. Verjamem tudi, da bo za marsikoga tudi pomenilo novo včlanitev v čebelarsko društvo Ormož. Verjamem, da bo to tudi dodatna nova motivacija za naš kraj, glede udejstvovanja na področju čebel, na področju medu in pa vsega, kar je s tem povezano. In verjamem, da se bomo z to titulo lahko tudi na področju turizma tudi nekako
ponosno predstavili. Tako da še enkrat hvala za vašo udeležbo. Verjamem, da še nas čaka še nas malo aktivnosti, da te lipe zasadimo v znak tej simbolike, ki smo jo danes sprejeli, tako da bo tudi nekako trajno ostalo tudi ta zasaditev lip, da se bomo lahko spomnili, da je 23. mislim, da smo danes, ne? 24. marca leta 2021, ko nam je bil podeljen še simbolično ta naziv, da bomo tudi se lahko pohvalili, da smo tudi pričeli in pa začeli z aktivnostmi zasaditve samega lipovega drevoreda v sami vpadnici Ormož. Še enkrat hvala za vso udeležbo, ki smo jo danes na nek način pokazali, izkazali. Iskrena hvala še enkrat Čebelarskemu zvezi Slovenije, Čebelarskemu društvu Ormož za aktivno sodelovanje in pa verjamem, da bomo tudi v prihodnosti dobro sodelovali in pa še kakšen skupni projekt skupaj ustvarili. Hvala. Naj še dodam, da se priključuje današnjemu dogodku tudi Semenarna Ljubljana, ki vidim, da je podarja Čebelarskemu društvu Ormož oziroma ormoškim čebelarjem semena medonosnih rastlin, ki bodo seveda tudi dobrodošla za to našo okolico. Vzel ta semena.